Domačim je razložil, da se breza nikoli ne zlomi. Lahko zaječi, lahko se bije, a ostane in se upira. Rekel je, da bo tako ostal tudi spomin. Kako prav je imel? Lepo je upirati spomine. In takšen spominski večer je nocoj, gospe in gospodje, članice in člani Društva upokojencev Škofljica. Gospod župan Primož Cimerman, spoštovani gostje. Minilo je 70 let od ustanovitve Društva upokojencev Škofljica. To je pa takšen dogodek, da je primerno, da ga počastimo z pravljico himno Republike Slovenije. Ker smo v šoli, bomo najprej ponovili malo svetovne zgodovine. Dobro poslušajte, se bom to spraševala ob 80-letnici društva. Leta 1953 je bil Dag Hammarskjöld imenovan za generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov. Dwight Eisenhower je nasledil Harryja Trumana na mestu predsednika Združenih držav Amerike. Josip Broz Tito, gotovo se ga spomnite, postane predsednik Federativne ljudske republike Jugoslavije. Rušilni potres prizadene grške otoke v Jonskem morju. Na urnih poplavah, ki prizadenejo Nizozemsko, umre več kot 2000 ljudi. Razvozlana je kemijska zgradba molekule DNK. Skupina znanstvenikov je razvila učinkovito cepivo proti otroški ohromelosti. Edmund Hillary in Sherpa Tenzing Norgay kot prva človeka osvojita vrh Mount Everesta. V Parizu se odvija premiera Becketove drame Čekajoč Godota. Britanski pisatelj Ian Fleming izda prvi roman o James Bondu, Casino Royale. V ZDA pridejo na trg prvi barvni televizori, vi pa ste mogoče že gledali črno-bela poročila RTV Ljubljana ob 19. uri. In da si boste predstavljali, koliko je 70 let, naj vam zaupam, kdo letos praznuje z vami. Ker je to kviz, jaz pa vem ime in priimek, vi pa njegov poklic, delo, film ali pa pesem. No pa začnimo. Kdo je Herta Müller? Nemška pesnica, pisateljica in esejistka Nobelovka. Paul Krugman, ameriški ekonomist, Nobelovec. Jose Maria Aznar, španski politik. Tony Blair, tako je, bravo. Xi Jinping, predsednik Ljudske republike Kitajske. Cindy Lauper, ameriška pevka. Vlado Kreslin, odlično. Jani Kovačič, profesor. Bravo. John Malkovich, ameriški, bravo. Pierce Brosnan, tudi on je bil igralec, ja. In na mogoče veste, kaj je bila njegova najbolj znana vloga? James Bond. Bravo. In še Zoran Janković, kdo je že to? Janski župan.
Dedek bi imel letos 90 let. Vse ga je zanimalo, povsod je sodeloval. Bil je cerkveni ključar, pa gasilec, ustanovni član kulturnega društva, pozimi ob nedeljah hodil na igrske vaje za Finžgarjevo predstavo Veriga, pomagal pri udarniškem delu, ko so gradili vodovod v vasi. Skratka, nikoli se ni ustavil. Kar je pogosta lastnost ljudi, ki so tudi v jeseni življenja polni energije, polnih idej, volje in z veseljem sodelujejo v skupnosti. V društvu upokojencev se marsikaj dogaja. Veliko je sekcij, dogodkov, zato se je v 70 letih kronika bogato popisala. Nekaj od tega nam v pozdravnem nagovoru razkrila predsednica Društva upokojencev Škofljica, gospa Olga Marguč. Člani Društva upokojencev Škofljica, vsi nastopajoči, vsi, ki ste pripomogli k današnjemu dogodku, vsi povabljeni, ki ste se odzvali v vidu. Predvsem toplo pozdravljam vse mlade šolarje, ki bodo danes oblikovali in popestrili program proslave. Pozdravljam gospoda župana Cimermana, podpredsednika ZDRUS-a, gospoda Stanka Kranvogla, in iz MZU-ja, se pravi Mestne zveze upokojencev, je prisoten gospod Marjan Sedmak in iz območne zveze Društva upokojencev je prisoten Mirko Jac. Lepo pozdravljeni. Kot sem ugotovila, se je odzvalo tudi nekaj naših prijateljev iz sosednjih Društva upokojencev, tako da toplo pozdravljam tudi vse njih. In seveda naša Boronica. Danes se bomo prepustili mladim. Za njih je 70 let nekega društva nepomembno. Je zgodovina, ampak vseeno nas bodo popeljali v tiste davne čase, ko se je osnovalo Društvo upokojencev Škofljica. Okrog leta 1950 so društvo ustanovili zagnani upokojenci, ki niso hoteli zaostajati za drugimi kraji, ki so društva že imeli. Najprej se je nekaj upokojencev iz Škofljice priključilo v Društvo upokojencev Šmarja Sab. To se je leta 1952 razcepilo, Škofljica pa ustanovi svoje društvo. Začetki so bili naporni, a vključevalo se je vedno več penzionistov. Leta 2011, ko sem se vključila tudi sama v naše društvo, je bilo na Škofljici včlanjenih več kot 600 članov. Leta 2014, ko sem nastopila predsedovanje, je društvo štelo 620 članov. V 9 letih je število upadlo. Danes imamo 495 članov, tak trend pa se ugotavlja prav v vseh društvih v Sloveniji. Ob 50 in 60 letnici sta bili izdani precej obširni kroniki, zgodovina je zabeležena, letošnjo praznovanje želimo obeležiti malo drugače. Želimo se predstaviti z aktivnostmi, z več sodelovanja, več dogajanja na malo višjem nivoju. Zastavili smo več sodelovanja z mladimi, zato letos praznujemo medgeneracijsko. Veliko smo sodelovali z vrtci, šolo, domovi za starejše, s sosednjimi društvi upokojencev, tudi drugimi društvi v občini. In izven nje, se pravi v občini in izven nje, tako da smo tukaj navezali lepe prijateljske stike. Tako je bilo, kot sem opisala, do epidemije, ko so se pričeli problemi. Skoraj čez noč smo ostali brez društvenih prostorov. Ukinile so se skoraj vse aktivnosti, ni se vedelo, kako naprej. Vse se je ustavilo, ni bilo druženja, ranljiva skupina ljudi, smo bili, ustavil se je čas. Plani in programi se niso mogli izvajati, loteval se nas je rahel obup. Po 2 letih in pol smo pridobili društveno sobo
a ostali prostori, ki jih potrebujemo, še niso opremljeni. Tako da zelo upamo, da se nam to zgodi tudi v najbližji prihodnosti. Za tako veliko društvo, kot je recimo naše, je pač 35 kvadratnih metrov velika soba malo premajhna. Veseli me, da smo kljub vsemu ostali povezani in kovali smo nove načrte. Življenje starejših se je po covidu spremenilo. Veliko starejših je odšlo, a mi smo vztrajali in težili predvsem zaradi prostorov. Po epidemiji smo vzpostavili vse aktivnosti društva. Nekaj smo jih tudi dodali. Sodelovali smo kot partnerji pri osnovanju tržnice v občini, razvili nov znak društva, ki ga vidite tukaj za mano. Po dolgih letih nam je le uspelo na Škofljico pripeljati prostoferja, ki ste ga najbrž opazili, predno ste prišli v ta prostor. Priključilo se je kar nekaj novih članov, številno smo okrepili število pevcev v zboru, opremili smo prostovoljke, športnike, strelce in aktivne člane z novimi majicami z prepoznavnim znakom. Upeljali smo novo aktivnost, to je glasno branje za starejše. Povečali smo sodelovanje povsod, navezali nove kontakte iz različnih področij. Tako se zopet veliko dogaja. Vse, kar znamo, predstavljamo danes tukaj. Priporočam vam pogled po tej svečani prireditvi, ta razstava pa bo odprta tudi jutri od 10 do pol 5 popoldan. Navajam še nekaj številk. Rada imam številke, ker to pove pravzaprav vse. Ob teh številkah pa naj povem še to, sploh ne vem, kdaj najdemo čas za vse te, kar boste slišali. In toliko teh aktivnosti, ki jih imamo in tako številčne. Vsako leto izvedemo 11 programov, kar je maksimum, ki ga objavi občina. Imamo 6 sekcij, 20 prostovoljcev iz programa Starejši za starejše. Upravni odbor šteje 7 članov, na sejah, ki so vsak mesec, je prisotnih 14 aktivnih. Imamo 5 prostoferjev, danes sem slišala novo številko, da jih imamo 8. Opravijo od 4 do 9 voženj tedensko. Vsako leto izdelamo 600 do 700 vizitk za novo leto. To so unikatni izdelki, lahko jih boste nekaj videli tudi na razstavi. Razdelimo 450 koledarjev setvenih za vse člane. Na zadnjem pikniku je bilo 190 članov, srečanja starejših se udeleži od 85 do 90 vabljenih, pri Škurhih pojeh trenutno 21 pevcev. V septembru smo nastopili 5-krat, pa smo na polovici septembra. V likovni sekciji deluje 14 do 18 članic, rekreacije se tedensko udeleži najmanj 20 do 35 članov, strelcev je 7, v programu Starejši za starejše je vključenih, se pravi v program sam, občinski, je vključenih 1173 občanov nad 69 let starosti. Opravimo 500 do 550 obiskov na domu. Izpolnimo plan več kot 100% vsako leto. Smo eno najbolj aktivnih društev in pravijo, da smo tudi vzorno vključeni v projekt. 5 do 6 izletov najmanj imamo vsako leto in 4 srečanja članov. Imamo 3 praporščake, večkrat letno preko Rdečega križa razdelimo od 25 do 30 paketov z sodelovanjem patronažne službe. Vse našteto smo mi, Društvo upokojencev Škofljica. Trudili se bomo, da ostanemo aktivni čim dlje. Družba nas potrebuje, kar večkrat težko priznamo. Jaz vam želim, da v takem številu, kot se zdaj danes, še srečamo sedaj. Uživajte v današnji prireditvi.
Hvala. Hvala gospe predsednici. Sedaj pa k mikrofonu vabim gospoda Primoža Cimermana, župana občine Škofljica, da nagovori vse prisotne. Izvolite, gospod župan. Lepo pozdravljeni, še v mojem imenu, spoštovani gostje, vsi tukaj nastopajoči otroci. Kaj naj rečem ob takem jubileju 70 let? To je, tako kot je že povedala, za otroke skoraj nič pomembnega, za nekatere, ki so pa to doživeli, pa veliko. Društvo upokojencev Škofljica so res, in moram priznati, zelo aktivno društvo. Res veliko delajo in tudi zelo veliko in številčni so. Ko sem nastopil z mandatom, sem se spoznaval za dogajanje in ja, res je, potrebujete večjo dvorano, večji prostor, ne samo za 10 do 20 ljudi, kar upam, da bomo tudi to uresničili čim prej. Saj mislim, da ko gremo v penzijo, tam pri 60-65, ne, če smo lepo delali, je pred vami še dobrih 30-40 let, ne, kjer ste lahko zelo, zelo koristni. Ne. Vsi mislijo, te penzionisti, dajmo jih mi malo na stran, kaj bomo pa z njimi delali, se veste, kaj se danes govori, ne. Bolj ste breme, ko pa korist, ne, koliko hitro bi mogli vas kam dati, se veste, kaj govorijo neke eutanazije, ki se sanjajo, ne, ampak jaz pravim, ni tako. To spoznavam tudi jaz prek svojih staršev, ki sta oba dva že v penziji, ne, mama za župana zelo dobro skrbi. Tudi to je nekaj takega, kjer lahko delate, ne, da ne govorimo o vseh ostalih, ki vas poznam, kamarkoli pridem, sem vedno dobrodošel. Tako da, starostniki ali penzionisti, upokojenci, ne, imate velike možnosti, da ste aktivni člani te družbe. In seveda, jutri, kot veste, praznujemo občinski praznik. Občinski praznik občina Škofljica praznuje 1. septembra. Jutri je pa velika veselica, dogodek, slavnostna seja, prireditev v športni dvorani, videli ste že šotore. Tako da čast našega občinskega praznika mi je tudi čast to, da čestitam vsem vam, upokojencem, o vašem prazniku in rojstnem dnevu 70 let. Ne, in to je tudi del tega praznovanja in razstava, ki so jo pripravili naši upokojenci, bo tudi jutri na voljo v šoli do 4:30, kjer si jo lahko ogledate. Saj vsi dogodki, ki se zdaj dogajajo, so v čast našemu prazniku. Jutri bo veselo, punjak bo odzunaj špilov, marsikatero stvar boste prvič videli, tako da vsi vljudno vabljeni. In še enkrat ob tem prazniku čestitke in vse najboljše in ne misliti, da niste koristni. Še kako ste in tega se bomo še naprej zavedali. Hvala in uživajte v programu. Z babico sta bila pevca na koru. Nobene vaj ni zamudil, saj mu je rojnica ob rojstvu podarila izvrsten posluh. Ko si zaslišal njegov glas, si se ustavil. Imel je namreč nekaj čarobnega, pravličnega. Sicer marsikatere ljudske pesmi nisem popolnoma razumela, saj sem mestni otrok, a posamezne podobe kmečjih opravil so se mi prav zaradi njegovih pesmi in pripovedovanja približale, zato se jih bom zapolnila za vse življenje. Lepo je, da se preko društva upokojencev nadaljuje tradicija ljudskega petja, saj pesem povezuje, razveseljuje in tolaži. Gotovo se tega tudi zavedajo ljudski pevci Škurh, ki se nam bodo predstavili s pesmimi Ostavljala spomin, So ptičice zbrane in Bleda luna. Prisluhnimo.
pa eno presenečenje. Jaz bi vam rada predstavila naše prijatelje iz Velikega Gabra, folklorno skupino Večerna zarja, s katero smo navezali lepe stike. Mentorja te skupine sta tudi naša občana in mislim, da se bomo zdaj prepustili eni krasnem plesu, predvsem pa dajmo mi malo reči, da našo kulturno dediščino spoštujemo malo bolj, kot jo včasih pokažemo, da jo spoštujemo. To se mi zdi, da smo dolžni narediti, namreč tisti, ki smo stari 70 let in več, mimogrede ne povem, da društvo naše je staro točno toliko kot jaz. To mi je namreč veliko čast, ker sem kar nekaj časa spremljala, kako se ti dogodki dogajajo v društvu, in mislim, da je prav, da smo se danes zamislili tako prireditev kot je. Kot rečeno, folklorna skupina Večerna zarja iz Velikega Gabra. To je sekcija Društva upokojencev Veliki Gaber. Lepo prosim, če nam zaplešete. Slovenske plese. Slovenske plese. Šuštarska, ker imamo šuštarja seboj, ki ga imate tle v Škofici, mi smo ga morali pa seboj pripeljati. Treba je tudi, če ima tukaj načet, pol po plesu bo tudi usluge
Babica mi je večkrat povedala kakšno pravljico ali anekdoto iz svojega življenja. Bila je zelo načitana, saj je vedno rada brala. Od časopisov do knjig. V dnevni sobi je stala ogromna knjižna polica, kjer so mi vedno padle v oči zbirke pravljic, pa rdeče vezane knjige naših klasikov. Imela je tudi vse znane pesniške zbirke, saj je dejala, da je v pesmi na kratko povedano največ, kar občuti srce. Tudi med upokojenci je veliko ljubiteljev lepe besede, najprej tiste prijazne, ki jih podpira in povezuje, pa tudi vezane, ko se besede poigrajo in povežejo v rime. V glasniku smo lahko večkrat prebrali kakšno pesem gospe Tončke Podlogar, danes pa bomo tudi slišali v izvedbi hčere Darje Blakar. Neža, Nežika, je dan sreče in veselja, ko v trenutku je ugasnila vsaka druga želja. Le ena sama je nastala, da zdrava, pridna bi ostala, danes rojena, najina vnukinja mala. Sonček nas z radovednimi očmi, nasmeh obraze ti krasi. Najdražji si zaklad, ki vedno imaš ga rad. Pesmi. Ko se iz čustev pesmi rojevajo, dopustimo si, da nastajajo, se oplajajo, da rime srca božajo, izpovedi duše zdravijo in besede zaživijo. Najbolj dragocena srčna čustva našega zamolčanega življenja, časa, pa so skrita v gubah slehernega obraza. Samezni dogodki v občini so vedno priložnost, da se poveže različne generacije, da se zbližajo izkušnje in mladost, beseda in pesem, igra in ples. Zato vabim na plesišče skupino Mažoretk podružnične šole Lavrica. Včasih sta babica in dedek sedla na klopco in se tiho kahljala.
Podoživljala sta dogodke, ko sta bila mlada, ko sta hodila na veselice, pa na sejme. Pravila sta, da so mladi izkoristili vsako priložnost za druženje, za petje, za ples. Seveda se niso zvijali kot danes, ampak so bili to naučeni plesi, kot sta polka in valček. Še posebej pa je bilo lepo pogledati nastope folklornih skupin, saj so bili vedno lepo napravljeni, uigrani in poskošni, kot je rekel dedek. Plesi folklornih skupin so naša kulturna dediščina, zato smo veseli, da so nas nocoj obiskali gostje Društva upokojencev Veliki Gaber in sicer folklorna skupina Večerna zarja z ljudskim godcem. Prepustimo se njihovem nastopu. Zdaj pa tako, kot je pošušanje. Ogromno bodo malo pošušali, se bom povedal, koga bodo plesali. Plesali bodo spet čebelice. Čebelice bodo plesale, proti bojo pa gledali morda. Znate se bo, kako se dela, jaz te bomo špili. Zdaj pa bodo videli, kaj bo tega radka. Pa začnimo.
Brez harmonike ne gre, kaj ne? Vi jo ponesete sabo na vaše izlete, pojavi se na silvestrovanju in pohodih, vedno si z glasbo popestrite vaše druženje. Gašperju Steinerju pa je harmonika še več, saj komponira, išče nove melodije, se udeležuje koncertov, tekmuje in dosega odlične rezultate, ter snema zgoščenke. Nocojšnji večer nam bo popestril skladbama o Dobromki Slemena in Dočaka. Gašper, mi čakamo na tvoj nastop. znali vzeti čas. Z veseljem so pričakovali praznike, ko je bilo potrebno vse počistiti, prezračiti, po potrebi celo prepeliti. In potem je zadišalo po kruhu in potici, ki sta se pekla v krušni peči. Tudi ljubezenske poti so bile povsem drugačne. Le kdo bi danes razumel, kaj pomeni vasovanje, pa podoknica, pa zaobljuba, pa zaroka. Laniške pedice imajo lepo nostalgično poimenovanje, ki ga mogoče mladi niti ne razumemo in ne povežemo z vasjo Lanišče, pa z lanom, trenjem in predenjem. Seveda pa vsi radi prisluhnemo njihovem petju, ko se sprašujejo, kod mi hodiš, ljubi dragi, in kaj počne pastirče mlado.
poznala mojo mladost. Kako me je znala razvajati? Kadar sem bila na počitnicah, sem za zajtrk vedno dobila palačinke in to v dnevno sobo, da sem lahko gledala risanke. Po kosilu, ki sem si ga seveda sama izbrala, sva se igrala v mali sobi. Na vse moje neumnosti je bila pripravljena. Najboljše pa so bile njene pesmice, ki jih je sproti sestavljala o tem, kaj sva počeli. V Želimem je nastal roman Pod svobodnim soncem in še nekatera krajša Finžgarjeva dela. Očitno je to vasica navdiha, saj ob Tončki Podlogar pesniško tradicijo tudi nadaljuje Marija Akovnik, ki nam bo predstavila svoje pesmi. Otroci so kot mavrica tabak, pisano razpoloženi, nepotišeni iskalci novega. Na travniku iger in domišljije pase radovednost, iščejo nove spoznanja, zastavljajo znana vprašanja. Zakaj in kako? Znova in znova nas presenečajo, porastejo, se jim posvečamo. Z njimi se veča naše spoznanje, da so prerastli plače in sanje. Odločitev. S knjigo v naročju ob oknu sedi, vendar ne bere, le krepce strani. Temačnost prostora je duši, osamljenost v njej preži. V trenutku se odloči. Frizer je v mestu skočil. Malce se bo pocrpljala, mlajšo barvo las izbrala. Pravilno se je odločila. Prosto mesto je dobila, še napitnina je pustila. Zadovoljna sama s sabo, ne bo pazila na porabo. Samozavest se je vrnila, še garderobo je kupila. Vzela je nekaj v modrini, kar se podalo v črnini. Da si povrne energijo, stopi v najbližjo pizzerijo. Se razgleduje, kam bi sedla, da bi lahko v miru jedla. Kar zagleda v kotu sobe znano obraz, ki tam sameva, pa ne pomnimo imena. Vpraša ga, če sme prisesti, nekaj toplega pojesti. Ko ona naroča, si jo ogleda. Saj to je moja soseda. Pogovor je stekal, zato sta ostala. Ves dan bi lahko tako klepetala. Pojedla sta, 2 kavi spila, nato oboje v park zavila. Jubileji so vedno priložnost, da se društvo ozrejo na prehojeno pot, se spomnijo dogodkov in tudi članov ter članic, ki so še posebej prizadevni. Zato sedaj vabim k nagovoru gospoda Stanka Kranvogla, predsednika Zveze društva upokojencev Slovenija, ki bo tudi podelil plaketo Zveze društva upokojencev Slovenija, Društvo upokojencev Škofljica. Izvolite. Spoštovane članice Društva upokojencev Škofljica, spoštovani člani, gospod župan, gospod predsednik Mestne zveze, gospod predsednik območne zveze in seveda draga predsednica, gospa Olga. Nisem predsednik ZDUS-a, nisem Stanko Kranvogel. Predsednica me je prosila, da danes uskočim, moje ime je Črt Kanoni, skrbim pa na Zvezi društva upokojencev Slovenije za odnose z javnostmi in seveda urejam Religioznost Plus. Lepo pozdravljam tudi našega dežurnega kronista, kolego Janeza Platiše, brez katerega taki dogodki seveda ne morejo miniti in on to seveda tudi objavlja na svojem streamu. Glede, jaz sem se spoznal z društvom upokojencev Škofljica, ko sem redakcijsko prebiral in urejal gradivo za številko Julij-Avgust. Takrat sem spoznal, kako velika vloga
je pravzaprav na socialno-varstvenem programu, ki ga izvajate v vašem društvu. Pravzaprav imate največ prostovoljk, ki so tako predane, no se o tem je govorila tudi gospa Margučeva v svojem uvodnem nagovoru. Izletniška sekcija, likovna sekcija, športna sekcija. Tamle sem videl, imate celo plaketo župana za strelsko sekcijo. Skratka, toliko dejavnosti, da človek kar težko verjame, da se lahko to nabere v 70 letih. Mnogi živijo 80 let, pa se ne morejo z ničem več pohvaliti. V 70 letih pa se lahko nabere veliko, veliko žlahtnih spominov, ki takole takih jubilejih prebrejo na dan in seveda potem skozi generacije in generacije se o njih pripoveduje. Všeč mi je tudi to, kako gradite ta medgeneracijski most med mladimi in nekoliko starejšimi, da pripravljate take skupne proslave, obeležja, na katerih potem sodelujo tako mladi, ki potem spoznavajo vse starejše. Veste, s tem se tudi destigmatizira starost. Če mladi od majhnega opažajo neko sožitje med generacijami, potem ne pride do tistega, ko pravijo, kaj boš ti ta star, kaj boš ti ta star. Skratka, pogledajte, v 70 letih je naša komisija ocenila pravzaprav, da je toliko nekih pestrih dejavnosti, taka paleta aktivnosti, da si pravzaprav zasluži Društvo upokojencev Škofljica priznanje, velike plakete Zveze društva Slovenije, upokojencev Slovenije. Zato vabim predsednico gospod Olgo Marguč, da pride do mene. Takole je zapisano v plaketi oziroma v listini. Iskrene čestitke ob jubilejni 70-letnici Društva upokojencev Škofljica. In seveda še nekaj, kar se sveti, to je pa velika plaketa Zveze društva upokojencev Slovenije za 70 let delovanja. Zahvaljujem se v imenu vsega članstva za podano plaketo in upam, da gremo besedo naprej do naslednje okrogle. Čestitke nagrajenki, mikrofon predajam gospodu Marjanu Sedmaku, ki ima pripravljenih nekaj spodbudnih besed ob današnjem prazniku Društva upokojencev Škofljica. Ob njem vabim gospod baronico, da prebere obrazložitve priznanj. Dober večer, ura je že skoraj do 7:30. Lep pozdrav vsem, ne bom ponavljal, kdo je vse tukaj navzoč, ker ste že slišali, razen tega, kakor se spoznam na takšne nastope, imate najdaljše ploskanje, najkrajše govor. Me je pa malo spodbudilo tisto, kar je povedala gospa predsednica Marguč in tisto, kar je povedal prej gospod župan o svoji materi, ki skrbi za njega, da lahko dobro upravlja svoje županske posle. Gospa Marguč je povedala med drugim tudi, da seveda število članov upada in moram reči, da ste razloge za to upadanje pravzaprav dobro ilustrirali tudi sami v prikazu zgodovine vašega društva, 70 let, v katerih so se razmere seveda veliko in hitro spreminjale.
in seveda danes živimo v drugih časih kot takrat, ko ni bilo ne televizorjev, ne toliko bifejev, kot jih je danes, in seveda drugih možnosti razvedrila. In ko jaz hodim tako vsak dan po Ljubljani, vidim upokojence ob 10, kako v bifejih pijejo kavico in podobne reči. Skratka, tudi način druženja se je spremenil in zaradi tega ne smemo biti žalostni, ampak se moramo tudi mi prilagoditi temu. V Ljubljani smo se prilagodili s tem, da smo začeli odpirati dnevne centre aktivnosti, ki so bili pred COVID-om tako dobro obiskani, da smo beležili preko 2000 enkratnih obiskov, se pravi, tisti, ki pride, se enkrat prijavi, potem pa hodi skozi celotno leto. COVID je seveda zahteval svoje. Mi prihodnji teden v torek odpiramo 8. in tam bližine na Litijske ceste. Ampak čeprav ste druga občina, ste seveda tudi tisti, ki ste še toliko vplivi, da lahko pridete z avtobusom, za katerega sta se oba župana zmenila že pred časom, da bo vozil v Ljubljano in kar redno vozi, ste seveda ravno tako dobrodošli, kot da bi bili občani Ljubljane. Tisto, o čemer je govoril vaš gospod župan, me je pa spomnilo na to, da pogosto prevečkrat jamramo, kaj vse bi nam morala ta država dati, pozabno pa kar naprej, kaj mi tej družbi kot upokojenci dajemo. On je to seveda upodobil v priliko o materi in sinu. Obstajajo pa mednarodne raziskave, iz katerih izhaja, da bi, če bi starši, se pravi upokojenke in upokojenci, štrajkali, če bi stavko, če ne bi kuhali županu, recimo, in podobne reči, da bi bilo to enako kot kar mogočna generalna stavka v neki državi. Tako, da smo mi tudi sklenili, da bomo, nismo še sklenili, predlagali smo, da bo naslednji festival za 3. življenjsko obdobje posvečen ne kaj mi potrebujemo, ampak kaj mi kot upokojenci dajemo tej družbi. S tem pravzaprav zaključujem in vas vabim, čez slaba 2 tedna bo festival za 3. življenjsko obdobje se začel, se pravi 27. septembra v Cankarjevem domu. Udeležba društev je tako močna, da smo morali organizirati dodaten odprti oder, da bojo vsa tista društva, ki želijo nastopiti, tudi lahko nastopila. Kako se boste pa vi, ki boste to obiskovali, podvojili, da boste v istem času na 2 prizoriščih, pa ne vem. Hvala lepa, zdaj pa seveda laudacijo se temu reče po latinsko. Hvalnica. Priznanje odličnosti se podeli gospe Pavli Perme, mentorici likovne sekcije v Društvu upokojencev Škofljica, za več kot 20 let vodenja te sekcije. Društvo upokojencev Škofljica ima ob drugih sekcijah tudi likovno sekcijo, ki je bila ustanovljena leta 2001. Od vsega začetka jo vodi gospa Pavla Perme, likovna pedagoginja z bogatimi izkušnjami dela z mladimi. V več kot 20 letih so članice poustvarile in izdelale res veliko. Njihov seznam izdelkov je resnično pester. Ob tem so osvojile veliko raznolikih tehnik, uporabile vseh vrst materialov, tako da so njihove ideje čisto zares zaživele. S tem so nadgradile svoje likovne sposobnosti, v sebi pa prebudile talent in čut za lepo.
Osvojene tehnike ves čas prepletajo in vključujejo v nove izzive. Tako umetnine zaživijo na povsem nov način, dobijo novo sporočilno vrednost in pomen. Vsako leto z lahkoto izberejo toliko eksponatov, da jih razstavijo v krajevni knjižnici. Prav vsaka razstava je nekaj posebnega. Mentorica ustvarjalke ves čas motivira in vodi skozi vse potrebne postopke, jim svetuje in vztraja z njimi do konca, ko izdelek dobi dokončno obliko. Članice se rade družijo, redno obiskujejo ure ustvarjanja in se večkrat odpravijo v galerije, muzeje, enkrat letno se podajo na izlet po Sloveniji. Posebno aktivne so konec leta, ko za vsakega člana društva naredijo unikatne voščilnice. Izdelajo jih preko 700. S svojimi izdelki sodelujejo tudi na lokalni tržnici ob predstavitvi aktivnosti Društva upokojencev Škofljica. Pogosto kakšno delo poklonijo v dar zaslužnim članom. Včasih povabijo tudi zunanje ustvarjalce, ki jim pokažejo kaj novega in zanimivega. Zato gospe Pavli Prme, Mestna in območna zveza upokojencev Slovenije podeljujeta priznanje odličnosti. Čestitam. Sledi podelitev zahvale članicam likovne sekcije Društva upokojencev Škofljica za njihovo 20-letno delovanje in ustvarjanje. Pa nadaljujmo. Naslednje priznanje odličnosti se podeli gospodu Štefanu Slavičak, voditelju rekreacije Društva upokojencev Škofljica. Škofljica so že pred 30 leti vedeli, kako pomembno je za starejše gibanje, šport in rekreacija. Na predlog članov društva je bila leta 1993 ustanovljena sekcija za šport. Veliko zaslugo pri tem je imela gospa Vida Macedoni, ki je sekcijo in vadbo vodila dobrih 20 let. Nasledil jo je sedanji voditelj Štefan Slavičak, ki se trudi za številčnost skupine in izbira vaje, ki so primerne za starejšo populacijo. Vadba je tedenska v šolski telovadnici, kjer redno vadi od 20 do 30 članov. Poleti pa poteka vadba v jutranjem času na prostem. Voditelj se redno izobražuje, ima velik izbor vaj in se na vadbo vedno dobro pripravi. Pripadnost skupini je izjemna, saj se ves čas trudi za vsakogar, ki si želi narediti nekaj za svoje zdravje. Zato gospodu Štefanu Slavičak, Mestna in območna zveza upokojencev Slovenije, podeljujeta priznanje odličnosti. Čestitam. Sledi podelitev zahvale rednim članicam in članom sekcije za šport in rekreacijo Društva upokojencev Škofljica za njihovo trdno voljo, vztrajanje in zavedanje pomena gibanja v tem starostnem obdobju. Leta 2020 je Društvo upokojencev Škofljica namenilo nekaj sredstev za razvoj in oblikovanje novega prepoznavnega znaka društva. Dobili so sodoben prepoznaven znak, ki predstavlja bistvene aktivnosti društva. Vsem aktivnim v sekciji športa so poklonili športne majice z natisnjenim sloganom Migaj, migaj in telo razgibaj. Tudi to je bila ena izmed motivacij za odločitev in pristop novih rekreativcev k skupinski vadbi. Društvu upokojencev Škofljica se zdi zelo pomembna aktivnost, seveda po lastnih zmožnostih in pa druženje ter povezanost članov.
Brez zvestih članov se sekcija ne bi razvila v takšnem slogu. Zato rednim članicam in članom sekcije za šport in rekreacijo Društva upokojencev Škofljica, Mestna in območna zveza upokojencev Slovenije podeljujeta zahvalo. Čestitam. Priznanje odličnosti prejme gospod Frančišek Volkar. Prosim, gospoda Volkar, da se mi pridruži. Potem pa, če pride gospa predsednica, njegova prihaja. V Društvu upokojencev Škofljica so med člani prepoznali obsežno delo gospoda Frančiška Volkar. Član je že več kot 25 let. Kljub zdravstvenim težavam je še vedno aktiven. Za likovno sekcijo je na razpolago za vsa mogoča dela. Pripravlja različne lesene izdelke, ki so podlaga za ustvarjanje likovnic. Vsi leseni eksponati na razstavah so njegovo natančno delo. Pripravil je nekaj 100 panskih končnic kot podlago za likovno obdelavo. Brez vseh njegovih prevozov tudi ne bi bilo razstav, nabav materialov in pomoči pri postavitvah razstav ter pri prenašanju vsega, kar je potrebno, da sploh kaj nastane. Odlikuje ga njegova iznajdljivost, delavnost in pripravljenost pomagati. Bil je 4 leta član v nadzornem svetu društva. Vedno se odzove pri pripravah na društvene prireditve. Že vrsto let je tudi zanesljiv preproščak. Redno obiskuje seje upravnega odbora društva in se vedno odzove na sestanke ob večjih občinskih dogodkih, kjer sodelujejo tudi društva. Kot oseba je korekten, preudaren in pošten sogovornik. Podpira akcije za skupno dobro in nikomur ne odreče pomoči. Vedno je pripravljen kaj izboljšati, se vključiti in delo zanesljivo opraviti. Zato gospodu Frančišku Volkar, Mestna in območna zveza upokojencev Slovenije podeljujeta priznanje odličnosti. Čestitam. Današnji nagrajence še povabila. Če bi se nam še pridružila gospa Sedmovič. Ker imamo v tej priložnosti, a ne, gospod Sedmak, še eno presenečenje in pa v bistvu podelitev. Prosila bi, če se nam pridruži predsednica Društva upokojencev Škofljica, gospa Olga Marguč. Gospa Olga Marguč je predsednica Društva upokojencev Škofljica. Zavedajoč se, da ne bo lahko obuti čevlje svojega predhodnika, je leta 2014 zagrizla v to vlogo. Res ni bilo lahko. V vseh teh letih si je prizadevala in si še vedno za svoje člane, ki jih je malo manj kot 500, in to na vseh področjih. Širi pozitivno energijo in se ves čas trudi za medgeneracijsko sodelovanje mladi, starejši, kar se vidi tudi danes. In ta prireditev ni osamljen primer. Veliko sodeluje z mladimi, tako v vrtcu kot osnovni šoli, kjer vodi med drugim tudi vrtnarski krožek. Znotraj Društva upokojencev Škofljica z ekipo marljivih sodelavcev organizira piknike, predavanja, tudi zunanjih predavateljev,
in pomaga pri organizaciji občinskih prireditev. Je ustanoviteljica in pevka v zboru Šturh od samega začetka, to je že kar 7 let. Prav toliko let je tudi koordinatorica programa Starejši za starejše. Ima izredno empatijo do starejših. Tako je v letu 2021 postala voznica prostoferja in kot prostovoljka obiskuje člane društva na njihovih domovih. Društvu upokojencev Škofljica je predana z vsem srcem in z vso svojo dušo, za katerega si zelo prizadeva, da bi bilo prepoznano tako v sami občini in tudi izven nje. Je povezovalna, marljiva, ustvarjalna, vedno na razpolago in polna idej. Med drugim je strokovnjakinja z področja tekstila in oblikovanja, tekstilna arhitektka, predavateljica, pesnica, oblikovalka, ženska s pokončno držo, ki je zelo ekološko usmerjena. Je aktivna članica turističnega društva Škofljica, kjer sodeluje kot strokovnjakinja in strastna raziskovalka lanene kulinarike. Lahko vam povem, da na dvorcu Lisičje ne mine prireditev brez njene lanene potice. Ampak gospa Olga Marguč ni samo to, kar smo zdaj slišali. Je še veliko več. In to vi, drage članice in dragi člani, dobro veste. Zato danes gospe Olgi Marguč, Mestna in območna zveza upokojencev Slovenije, podeljujeta plaketo. Čestitam. Jaz bi se najprej zahvalila v imenu sekcije športne za priznanje, ki smo ga dobili. Mi smo sekcija, ki je najstarejša v tem društvu. Jaz telovadim že več, kot je ta sekcija, mislim, ima let. In zato v tej sekciji se zelo dobro počutimo, smo prijatelji. V zadnjem času nas vodi, vidite, naš empatični Štefan, ki se za nas zelo trudi. To ni telovadba oziroma rekreacija kar tako, ker on obiskuje tečaje in s tem vaje, ki naj bi ljudem pomogli in da bi ohranili svojo gibljivost. Jaz vse pozivam, da se nam pridružite. Mi smo telovadimo v stari telovadnici v šoli, seveda za najem plačujemo in zato jo prosimo, lahko tudi bolj izkoristimo, ker v njej je še prostor in prosim, pridite, udeležite se, bodite z nami, boste videli, lepo se imamo. To je eno. Drugo pa, sem tudi dolgoletna članica Društva upokojencev. Pravzaprav že od prvega leta, ko sem se včlanila, sem tudi v upravnem odboru oziroma vedno nekje probam nekaj doprinesti oziroma vrniti družbi, ki mi je nekaj dala. Jaz se Olgi za zadnjih, bom rekla, zdaj že skoraj 10 let, v svojem imenu in mislim, da se ji lahko tudi vsi lepo zahvalimo, ker je vodila društvo seveda na nov in zelo razgiban način. Jaz se zahvaljujem, seveda ni samo ona, to sama ve in tudi jaz vem. V društvu so zelo aktivni vsi člani upravnega odbora, prostovoljke, pa tudi tisti, ki niso,
pa se, kadar je potreba, zadeve udeležujejo. Zelo bi mi bilo hudo, če bi kjerga izpustila. Tudi za ta del v dejavnosti vas jaz pozivam. Včasih ni, da smo že dolga leta v tem, mogoče malo staramo, malo starih idej, rabili bi nove, da bi bilo življenje upokojencev malo bolj pestro, mogoče z novimi dejavnosti. In zato vas pozivam, priključite se malo tudi v to smer, da nekaj doprinesete tudi ostalemu članstvu. Še enkrat, Olga, in vsi člani upravnega odbora, vse prostovoljke, najlepša hvala in vse čestitke. In da so v društvu za njegove uspehe zaslužni prav vsi, smo pripravili nedogovorjeno presenečenje. Podeljujemo plaketo Društvu upokojencev Škofljica ob 70-letnici uspešnega delovanja. Tako vam povem pa še nekaj intimnega. To društvo je še zmeraj 15 let mlajše od mene. Hvala. Smo ljudje, zato radi sodelujemo, radi se družimo in zelo, zelo upam, da bo tako tudi v bodoče. Hvala. Včasih vzamem v roke album, kjer so samo črno bele slike, babice in dedka, pa njunih sorodnikov in znancev. Ni veliko fotografij. Mogoče kakšna birma, obiranje hmelja, vaška igra, zbor gasilcev, pa žetev na sosedovi njivi. Če je prišel mimo kakšen vaški posebnež, ki je imel fotoaparat, je nastala priložnostna fotografija, ki je zabeležila trenutek praznovanja ali kmečkega vsakdana. To so bile redke, a dragocene priložnosti. Mladina je prevzeta s sodobnimi možnostmi socialnih omrežij. Ta so polna fotografij, dogodkov, misli ter sporočil. Vsem objavljenemu sploh ne moremo slediti. Zbiramo povezave, prijatelje, všečke, a povsem drugače je, ko se skupina mladih frklic dobi na vajah in skupaj zaplešejo. To je prava mladost in energija.
stavim ob kravnih mlinčkih, starih likarnikih, ob kmečkem orodju, kjer marsičesa ne poznam. Oče mi sicer pove, če mu je kakšno orodje služilo, a hitro pozabim. Je pa to bolj občutek, ko vzameš s police predmet, ki so ga držale dedkove roke. Zdi se, kot da sva se povezala, kot da me je spet prijel za roke in me odpeljal na sprehod. Tako ga vedno čutim in je spet z mano. Za društvo upokojencev Škofljica velja, da je delavno, razgibano, ustvarjalno. Članice in člani so vedno pripravljeni sodelovati na raznih prireditvah, priti v šolo s peko kruha ali v dvorec Lesičje s prikazom običajev. Naj vam ta povezanost daje energijo in vam nudi zadovoljstvo. Res je, da čas beži, a je lepše, če ga preživljate skupaj, kar boste pokazali skupnim nastopom. Izvolite.
današnji večer. Zelo, zelo si želim, da ostanete še v naši družbi. Tukaj le zgoraj nad vami v jedilnici smo vam pripravili tudi malo presenečenje. Zelo bi rada videla, da se še večkrat kakšen klepet zadržimo, kakšne ideje nove skupaj najdemo in zato bi rada, da podaljšamo tale večer na zakuski. Lepo vabljeni, članice so se potrudile, spoštujmo to in mislim, da je prav, da si vzamete čas tudi zase. Ne tako, kot smo rekli, nimamo časa, imamo ga, samo vzeti si ga moramo. Lep večer želim v naši družbi. Pričamo na rojstni dan, je treba tukaj prnesti. Ob 70-letnici upokojenskega društva Škofljica vam različne tradicije podarjamo sol. Tlele pa imamo kipečke za vsadzga. Izredno sem počaščena, da sem bila lahko v vaši družbi in tako mislim, da je tudi moje članstvo in naše članstvo zadovoljno z današnjim večerom. Malo smo bili dolgi, ampak 70 je samo enkrat. Lep večer. Pogrešam ju, babico in dedka, pogrešam njuno prijaznost, ljubezen, nasmeh, babičine palačinke, dedkove zgodbe, njun srčni objem, ko smo se srečali, njun ponosen pogled, ko sta pogledala spričevalo, njune neumnosti, ko smo šli skupaj na morju. A sem hvaležna, da sem jo imela, da sem jo poznala, da sem jo obogatila otroštvo, da sem vtisnila v moj spomin. Življenje je krog, kjer si otroštvo in jesen življenje podajata roko, kjer vas mladi učimo uporabljati mobitel, vi pa nam slikate podobe preteklosti, kjer se vnuki predajamo pravljicam, vi pa se smejite naši nagajivosti. Zato je prav, da smo današnji praznik Društva upokojencev Škofljica praznovali skupaj. Vsem želimo prijetno druženje v šolski jedilnici. Še hvala mladim voditeljem. Hvala.